Dobar dan, lep pozdrav. Se opravičujem za zamudo. Na dnevnem redu je namreč tudi predlog uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare, pa smo zato malo se ustavili na tej razpravi. Drugače bo med drugimi tudi sprememba državno-tožilskega zakona, tako da prosim državnega sekretarja, da predstavi stališče. Hvala. Lepo pozdravljeni. Novela zakona o državnem tožilstvu je potrebna zaradi uskladitve z novelama zakona o vladi Republike Slovenije in zakona o državni upravi. Ureja oziroma dopolnjuje ali spreminja pa tudi nekatere druge nejasne in pomanjkljive določbe v sedaj veljavnem zakonu o državnem tožilstvu. Če grem kar na glavne rešitve predloga novele. Prvič, odprava obveznega posvetovanja vodje državnega tožilstva s kolegijem državnega tožilstva v postopku oblikovanja mnenja vodje državnega tožilstva o ustreznosti kandidata za državnega tožilca, se to pravilo po nepotrebnem obremenjuje državne tožilce z nalogami, ki ne sodijo oziroma se ne nanašajo na vsebino dela državnih tožilcev. Drugič, pravna podlaga za izdajo pravilnika o štipendiranju državnih tožilcev bo prešla na ministra za notranje zadeve. Tretjič, predlaga se, da Center za izobraževanje v pravosodju v okviru Ministrstva za pravosodje in javno upravo izvaja izobraževanja in usposabljanja državnih tožilcev in vodij državnih tožilstev še naprej. Pri tem pa mora glede vprašanja organizacije in določitve vsebine programa usposabljanja vodij državnega tožilstva pridobiti tudi predhodno soglasje ministra za notranje zadeve. Poleg tega pa bodo seveda posamezna izobraževanja in usposabljanja državnih tožilcev se izvajale tudi v okviru Ministrstva za notranje zadeve. Četrtič se celovito ureja podelitev priznanj ob dnevu državnega tožilstva, to je ob dnevu pravosodja. Petič, celovito se ureja primere mirovanja funkcije državnega tožilca z jasnejšo opredelitvijo razlogov za prenehanje državno-tožilske funkcije v primerih, ko državni tožilec nastopi drugo funkcijo. In šestič, predlaga se možnost dodelitve državnega tožilca na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, saj je to pristojno za pripravo zakonodaje z področja kaznovalnega prava, kar pa sodi v pomembno oziroma prioritetno delovno področje državnih tožilcev. Hvala. Hvala lepa, kakšno vprašanje? Prosim. Samo mikrofon, samo trenutek. Tožilstvo je objavljeno delo pozorilo na njeno preuranjenost, in pa ste mi govorili, da boste pred spreminjanjem pridobili njihovo mnenje. Ja, glejte, kot sem uvodoma, hvala za to vprašanje, kot sem uvodoma že poudaril, gre predvsem s to novelo za uskladitev z zakonom o državni upravi in zakonom o vladi, torej gre samo za nekaj členov. Tako da ne gre za kakšno vsebinsko spremembo. Seveda smo pa zaprosili in posredovali predlog zakona tudi Vrhovnemu državnemu tožilstvu in tudi pridobili mnenje. Tako da ne gre pa za nobeno vsebinsko poseganje. Še kakšno vprašanje? Če ne, se zahvaljujem in vabim finančnega ministra, da predstavi svoj današnji del z vladne seje. Sam na začetku bi pa rad poudaril, da bomo vzeli 3 vprašanja, ker ima potem minister ostale obveznosti naprej. Ja. Prosim, minister. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Jaz bi rad danes govoril o 2 stvareh. Eno je zakon o uravnoteženju javnih financ in drugo je seveda nacionalni reformni program. Vsebinsko ne gre za bistveno nove zadeve, gre pa seveda za pomembne odločitve tudi z vidika postopka priprave rebalansa oziroma sprejemanja vseh predpisov, ki so v zvezi s tem potrebni. Zdaj, zakon o uravnoteženju javnih financ je bil sprejet po razpravi na vladi in bilo je nekaj tehničnih popravkov. Pripravljen bo tudi še redakcijski čistopis, ker je pod zakon, kot veste, obsežen, posega v veliko obstoječih zakonov in ga je treba še enkrat v meru pregledati. Sicer je pa vsebina zakona ostala ta, ki je bila, to se pravi vladni ukrepi, ki so po mnenju vlade potrebni za dosego
letošnjega cilja in cilja prihodnje leto na področju javnih financ. To se pravi, da letos zmanjšamo primanjkljaj na 3% bruto domačega proizvoda in v prihodnjem letu primanjkljaj celotnih javnih financ potisnemo pod to mejo. To se pravi, da se držimo obljub, ki smo jih dali v mednarodni skupnosti že v preteklih letih in se naredimo tisto, kar je tudi po naši presoji nujno za to, da lahko odpremo prostor za hitrejši gospodarski razvoj prihodnosti. Ostaja seveda odprta ponudba sindikatom in tudi seveda drugim. Mi ne hodimo samo na pogajanja sindikati javnega sektorja, sodelujemo tudi na sejah ekonomsko-socialnega sveta in spremljamo seveda tudi razprave, ki so v javnosti. Glede na to je možno, da bo vlada oziroma da bo v parlamentu še prišlo do sprememb zakona, če bi na nekaterih področjih prišlo do dogovora recimo sindikati oziroma socialnimi partnerji in bi ta dogovor pomenil neko večje zagotovilo, da bo celoten paket rebalansa lahko sprejet in tudi obstal po sprejemu. To se pravi, če bi bilo možno z večjim soglasjem, z izognitvijo groženj z referendumi, z umilitvijo groženj stavkami, čeprav stavka prihodnji teden skoraj zagotovo bo, če bi skratka bilo možno povečati družbeno soglasje ali pa stopno razumevanja za nujnost teh ukrepov, potem je tudi vlada pripravljena še kakšno stvar spremeniti. Če pa seveda tega ne bo, potem je pa to sklop ukrepov, ki bo vlada v Državnem zboru zagovarjala. Postopki v Državnem zboru, kot veste, niso enostavni. Vsaj kakšna 2 tedna bo trajalo, preden bo Državni zbor sploh začel obravnavati te zakone, najprej bo potekala redna seja, tako da verjetno v začetku maja bo padla zastavica za sprejem rebalansa in spremljajoče zakonodaje. Toliko o tem. Jaz sem vesel tudi tega, da je včerajšnja razprava o fiskalnem pravilu, ki je bila v Državnem zboru, pokazala kljub zelo različnim pogledom poslancev in poslank na to, kakšni so primerni ukrepi, da je pa vendarle razumevanje, da je uravnoteženje javnih financ ne samo nujen cilj države v tem času, ampak tudi nekaj, kar je smiselno v primerni obliki tudi zapisati v ustavo in nadaljevati ta postopek, da se to naredi. Skaj sem vesel tega soglasja, da je uravnoteženje javnih financ tako pomembna prioriteta države. In upam, da bo to v naslednjih tednih tudi nekoliko lajšalo pogovore o teh ukrepih in tudi povečalo njihovo razumevanje za te ukrepe v javnosti. Druga stvar, ki smo danes obravnavali, druga tema je pa nacionalni reformni program. Ta ne prinaša nekih novih ukrepov, gre za poročilo oziroma za program, s katerim vlada sporoči Evropski komisiji, kaj so ukrepi, ki jih načrtuje na področju predvsem spodbujanja gospodarskega razvoja in zaposlovanja. O teh ukrepih je bilo v zadnjem času morda malo manj govora. Gre pa za ukrepe, ki so predvideni tudi s koalicijsko pogodbo in na katerih tudi posamezna ministrstva že delajo. Če začnem s tistim, kar se tiče finančnega sektorja, vprašanje dokapitalizacije bank. Vemo, da jih bomo skušali dokapitalizirati brez sodelovanja proračunskih sredstev, ne samo zaradi tega, ker tam ni denarja, ampak tudi zato, da na ta način začnemo signalizirati, da je Slovenija postala država, ki je odprta za tuje naložbe, tudi na tistih področjih, kjer doslej to ni bila. To je lahko en zelo pozitiven signal. Skušali bomo maksimalno izkoristiti potenciale, ki obstajajo na SID banki, v Slovenskem podjetniškem skladu, skladu za regionalni razvoj. Te dva sklada bomo tudi združili, zato da zagotavljamo neka sredstva gospodarstvu ali pa da vsaj malo olajšamo kreditni krč. Pripravili bomo že letos rešitve za pavšalno obdavčitev malih podjetnikov in s tem skušali spodbuditi, olajšati njihovo dejavnost. Pripravili bomo rešitve, kjer bo podpora investitorjem, ne samo tujim, tudi domačim, potekala z enega mesta.
Država bo pripravila tudi seznam možnih projektov za javno-zasebno partnerstvo, zlasti na področju infrastrukture, energetike, okolja in tudi aktivno iskala možnosti za to javno-zasebno partnerstvo. Če bo potrebno, bomo seveda tudi predpise na tem področju poenostavljali. Tukaj računamo tudi na pomoč gospodarske diplomacije. Ta je sicer ostala v okviru Ministrstva za zunanje zadeve, vendar se je v zadnjih letih vendarle nekoliko ekipirala in jo je možno uporabljati v ta namen. Zelo pomemben sklop je zniževanje administrativnih ovir za gospodarsko dejavnost. Gre za recimo zlasti področje prostorskih, okoljskih dovoljenj, za uvajanje oziroma za spoštovanje načela, da molk organa pomeni odobritev vloge, da so soglasja brezplačna, da smo si postavili nek cilj, da bomo soglasja na prostorskem področju zagotavljali v 1 mesecu, na okoljskem v 2 mesecih. Seveda to ne bo šlo čez noč, potreben bo podoben proces, kot je bil v sodstvu za zniževanje sodnih zaostankov. Seveda pa, ker gre tukaj za upravno delovanje vlade, bo pa ta cilj lahko dosežen bistveno hitreje. Zmanjševanje števila reguliranih poklicev, se pravi tistih poklicev, za katero so potrebna posebna dovoljenja, izpiti, licence, tam, kjer to ni jasno temeljeno z nekim javnim interesom. Ukrepi za skrajševanje časa študija, obvezno spremljanje zaposljivosti diplomantov, financiranje delno tudi glede na rezultate študija študentov. Potem na področju zaposlovanja cela vrsta programov, okrepljeni programi za pridobivanje veščin brezposelnih, hitrejše izobraževanje brezposelnih, potem pomemben je cilj, da bomo 50% več prejemnikov denarne socialne pomoči vključili v programe aktivne politike zaposlovanja, pripravili posebne programe za mlade, za razne mentorske sheme, se pravi pomoč pri vključevanju mladih v prvo zaposlitev, tudi delna razbremenitev te prve zaposlitve in hkrati cel sklop ukrepov, ki bodo pripravljeni tekom leta, v katerih namen je zmanjšati problem, ki je verjetno glavni problem trga dela v Sloveniji, to je problem segmentacije tega trga na neke zaposlitve, ki so še vedno relativno varne za nedoločen čas, in na drugi strani zaposlitve, ki so zelo kratkotrajne in zelo šibko regulirane in kjer prihaja tudi včasih do fleksibilnosti, ki gre na škodo tistih, ki ta dela sprejemajo. Prvi ukrep, ki je predlagan že v zakonu o uravnoteženju javnih financ, je dvig koncesije, ki se plačuje od študentskega dela. Skupni znesek ali odstotek te koncesije se bo povečal sedanjih 14 na 25%. Ob tem se bo zmanjšal delež koncesije, se pravi glede na sedanjega, ki gre za financiranje študentskih organizacij. O tem se tudi z njimi dogovarjamo in mislimo, da bo nek dogovor možen. Hkrati se bojo pa ta dodatna sredstva namenila za štipendiranje. To se pravi ukrep, ki bo zmanjšal razliko med segmentom študentskega dela in drugimi oblikami zaposlitve z vidika obremenitve. Hkrati omogočilo na ta način zberemo dodatna sredstva za štipendiranje, se pravi za vlaganje v izobraževanje mladih. To je prvi ukrep, sledili bodo pa še drugi ukrepi, ki bodo skušali zmanjšati ali pa olajšati prehajanje ljudi iz začasnih zaposlitev v dolgotrajnejše. Tukaj vemo, da v nekaterih trenutkih pride do zelo velikega preskoka pri obremenitvi teh zaposlitev. Skušali bomo najti način, da bi te preskoki ne bili tako močni, ne bi odvračali podjetij od tega, da ljudem ponujajo tudi trajnejše zaposlitve. Zdaj, v tem kontekstu je tudi ponovljena zamisel oblikovanja sklada za odpravnine, kjer bi to breme, ki je za podjetje enkratno, takrat, ko pride do odpuščanja in običajno pride do odpuščanja takrat, ko je podjetje že tako ali tako v finančno slabem položaju, sicer do tega ne bi prihajalo, da se te stroški porazdelijo preko nekega daljšega časa z obliko nekega zavarovanja in da, če pa seveda ostane v tem skladu denar, se pa to lahko prenese tudi v pokojninski sklad oziroma za pokojnino ljudi, od katerih dohodkov se je to vplačevalo.
Na koncu tega poročila boste našli tudi oceno možnih makroekonomskih učinkov teh ukrepov, ki je pripravil Urad za makroekonomske analize in je pač vključena tako, kot so jo pripravili. Njihova ocena govori o tem, da ukrepi, ki jih bomo, mislim, da že ta mesec obravnavali v Državnem zboru, se pravi olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj podjetij, olajšavanje za vlaganje investicij in tudi zniževanje stopenj davkov dohodka pravnih oseb skupaj lahko prispeva približno odstotno točko k bruto domačemu proizvodu, se pravi povečajo njegov obseg za 1%, seveda se to ne bo zgodilo takoj, gre pa za eno od tistih stvari, na katere računamo gotovo že prihodnje leto, da bo olajšala gospodarsko situacijo, pa tudi seveda potem oblikovanje proračunov. Zelo pomembna je tudi ocena, da če bi uspeli administrativne ovire na različnih področjih, o nekaterih sem govoril, zmanjšati za četrtino, bi to lahko prineslo dodatno odstotno točko bruto domačega proizvoda. To se pravi, gre za ukrepe, ki dejansko spodbujajo rast in preko tega seveda tudi zaposlovanje. Dobro, še 3 vprašanja. Marko? Omenil ste, da sindikati, če bo prišlo do dogovora, vlada pripravljena popustiti, sicer gre naprej, se pravi, ti predlogi o plačah, o znižanju plač, o znižanju nadomestil za brezposelne, vse to zaenkrat velja, to bo sprejeto zdaj v Državnem zboru. Vse to je vključeno v ta zakon in gre kot predlog v Državni zbor. Če bo tukaj prišlo do dogovora, ki ga bo vlada lahko sprejela kot dogovor, ki omogoča uresničevanje fiskalnih ciljev, potem bo seveda bodo takšne spremembe možne še v zakonu. Koliko se vlada pripravljena na tle popustitev? Po kakšnem razmaku govorimo? To je pogajalsko izhodišče in seveda tega ne moram na novinarske konferenci razlagati. Erika. Ja, Erika Večnik, Pop TV. Tukaj pred sabo imam gradivo, ki je bilo objavljeno na vladni spletni strani, pregled ključnih varčevalnih ukrepov držav članic in je razvidno, da razen Romunije nobena druga država ni znižala plač celotnemu javnemu sektorju, tiste, ki so zniževale, so le v državni upravi. Res je, da so kar nekaj držav je odpuščalo zaposlene v javnem sektorju. Take načrte ima tudi vaša vlada, to je pred časom dejal minister Pličanič. Zdaj me pa zanima, ali se lahko zgodi, da bomo prva država, ki bo sprejela hkrati oba radikalna ukrepa, se pravi znižala plače celotnemu javnemu sektorju in odpuščala zaposlene iz javnega sektorja. Tukaj gre ne samo za vprašanje uravnoteženja javnih financ, gre za oceno, da je javni sektor v zadnjih letih veliko manj nosil breme krize kot zasebni sektor, pa kot ljudje, ki so bili ali pa so še zaposleni v zasebnem sektorju. V zasebnem sektorju so bila že odpuščanja, bila so tudi zniževanja plač. V javnem sektorju nič od tega ni bilo. Ko se primerjamo z drugimi državami, moramo seveda upoštevati, v kakšnem položaju kakšna država je. Slovenija je med vsemi državami Evropske unije tista, v kateri se je bruto domači proizvod skoraj najbolj zmanjšal. Mislim, da smo tretji po tem. Se pravi, kriza v Sloveniji, čeprav se tega morda ne zavedamo, je bila zelo huda, kar se tiče znižanja gospodarske aktivnosti. Napovedi tudi še nič ne kažejo, da bi se na tem področju karkoli lahko v prihodnem letu ali pa letos bistveno izboljšalo, nasprotno. V javnofinančnih sliki, če jo gledamo samo kot sliko, 6% primanjkljaj je sicer nekje na sredini, vendar ta 6% primanjkljaj se ne znižuje. Ena primerjava, ki smo jo naredili, je pokazala, da so praktično vse članice Evropske unije lani uspeli doseči neko zmanjšanje primanjkljaja, v povprečju se je zmanjšalo skoraj za 2 odstotni točki bruto domačega proizvoda. Pri nas, kot vemo, se ni zmanjšal, še povečal se je. Se pravi, smo v situaciji, ko moramo zdaj v 1-2 letih narediti tisto, kar so drugje morda naredili v malo daljšem časovnem obdobju. Marsikje je tudi z veliko boljših izhodišč, kar se tiče gospodarske razvitosti. Tako da, nažalost, moramo sprejemati ukrepe, ki so na prvi pogled radikalni, vendar so nujni. Pri teh ukrepih
smo, kar se je dalo, zlasti tudi ko gre za javni sektor, sploh pa ko gre za področje socialnih politik na trgu dela, pazili, da smo pred temi ukrepi, kar se je dalo, zaščitili tiste, ki imajo najnižje dohodke. Večina teh ukrepov je narejenih tako, da bolj posegajo v prejemke ljudi, ki imajo vendarle nekoliko više dohodke. Recimo tudi naši predlogi glede regresov v javnem sektorju so takšni, da več jemljajo tistim, ki imajo sicer više plače. Zdaj, glede samega znižanja plač smo tudi na pogajanjih sindikati predlagali več načinov zniževanja. Lahko bi šli linearno pri vseh, se pravi pri vseh za enak odstotek, lahko bi kombinirali neko enako znižanje za vse, z višjim znižanjem za tiste, ki imajo više plače. Ta drugi predlog zaenkrat pri sindikatih ni bil sprejet, kar je morda težko razumljivo, vendar tako je v teh pogajanjih bilo. Se pravi predlog, da bi višjim plačam vzeli več, zaenkrat ni šel skozi ta pogajanja. Če bo šel, bomo seveda tudi tako prilagajali zakon. Pa še nekaj bi rad poudaril. Ko gledamo celotne javne izdatke, je to približno 16 milijard, od tega so 4 milijarde 100 plače javnih uslužbencev. Od tega je manjši del zgolj državna uprava. In tudi, ko pogledamo podatke za zadnja 3 leta nazaj, lahko vidimo, da je vendarle državna uprava se skratka bila bolj pod udarom določenih vladnih ukrepov kot celoten javni sektor. Recimo v javni upravi, v državni upravi praktično ni bilo zaposlovanja, tudi ni bilo rasti plač. Medtem kot celotnem javnem sektorju se pa vsaj v zadnjih 2 letih, ne odkar so plače zamrznene, prej da so uskladitve bile. V celotnem javnem sektorju pa vendar bilo tudi zaposlovanje, tudi rast plač, tudi dodatne avtorske honorarji so se izplačevali in podobne stvari. Zato menimo, da enostavno ne bi bilo pošteno ali pa dovolj uravnoteženo, če bi tudi tokrat z ukrepi posegli samo na plače v državni upravi. Samo še en dodatno mogoče podatek. V Veliki Britaniji je vlada ravno predstavila paket, ki ga imenuje Pakt za rast in predvideva 490 000 odpustitev v javnem sektorju. Lidija, prosim. Lidija, minister, v izogib nesporazumno. Kakšni potem so konkretni predlogi sprejeti danes v tem zakonu, kolikšno znižanje plač bi predlagati, je to 10%, katera verzija je vključena in napočisljati za druga področja, če lahko razložite, na sociali in na področju trga dela, kateri ukrepi so to zdaj vključeni v zakon? Na področju plač je vključeno tisto, kar je bila preteklo sredo tudi naša ponudba sindikatom. To se pravi, da se plače za junij znižajo za 10% in da se hkrati s tem, se pravi z isto plačo, izvrši tretji korak odprave nesorazmerij. To se pravi, da zaposleni, ki jim pripada iz tega naslova odprave nesorazmerij med plačami, še 2 uskladitvi, da se ta uskladitev izvede z istim datumom. Se pravi, povprečno znižanje plač potem bi bilo nekje 7,5%, sedaj pa različno glede na to, kje je kdo zaposlen oziroma kakšna je ta uskladitev, glede na njegov poklic. S 1.1. prihodnega leta predlagamo še zadnji korak odprave teh nesorazmerij. Takrat predlagamo, da se to naredi tudi za funkcionarje, se pravi za sodnike, kjer se čaka na izvršitev odločbe Ustavnega sodišča, tudi že nekaj časa. In potem sredi prihodnega leta še uveljavimo napredovanja, ki so bila v preteklosti zadržana. Zdaj, kaj se bo v mestnem času dogajalo z zaposlenostjo? Tukaj vlada nima, za razliko recimo od primera, ki je bil prej omenjen, nekega cilja glede zaposlenosti, kakšen bo obseg zaposlenosti. Veste pa vsi, tudi o tem smo govorili, da bomo na vseh področjih, zlasti državne uprave, pregledali racionalnost organizacije, tudi združevanje ministrstev, z ukinjanjem nekaterih agencij, bo prišlo se do tega, da nekatera delovna mesta ne bodo več potrebna. Ta števila bodo različna, po ministrstvih, po področjih in tudi načini reševanja tega bodo različni. Minister Turk je recimo že govoril o različnih ukrepih, ki jih je možno narediti za pomoč recimo učiteljem, za prezaposlovanje
iskanje drugih del za tiste učitelje, ki bodo recimo zaradi višjih normativov v letu 2 ostali brez dela. Marsikje je možno reševati ta problem pač ljudi, za katere ne bo več delovnih mest, tudi z upokojevanjem. To ni najboljša rešitev, sicer, ker z njo obremenjujemo pokojninsko blagajno, je pa z človeškega vidika morda vseeno bolj sprejemljiva od kakšnih drugih. Ravno zaradi tega, ker glede tega nimamo cilja, ampak bomo pač videli, kaj je potrebno, kaj je smiselno z vidika boljše organiziranosti in učinkovitosti javnega sektorja, bomo se tudi morali še enkrat oceniti, kaj bo to pomenilo, ko bodo te procesi speljani, bojo pa trajali verjetno do konca leta, ker to niso stvari, ki se da hitro izpeljati, treba se tudi vključiti sindikate, treba je akte spremeniti in tako naprej. Ko bo ta rezultat znan, bo se tudi jasno, kaj se lahko dogaja s plačami v javnem sektorju v prihodnosti. Ampak zaenkrat je predlagano to, kar sem rekel. Na drugih področjih so pa v tem zakonu tiste stvari, ki jih v bistvu že poznate tudi iz predstavitev. Tako, da. Regres je predlagan v različnih višinah, glede na to, kakšno plačo sicer kdo prejema v javnem sektorju, se pravi, da je lestvica, pri najnižjih plačah je 100%, pri najvišjih letos 10% ali nekaj takšnega, prihodne leto pa nič. Pri zadnje pogajalske. Tako. Dobro. Okay. Ja, toliko kot je cilj. Se pravi, glede na to, da drugačnega dogovora, drugačnih predlogov, ki bi jih lahko sprejeli, ni bilo, smo ostali pri cilju, da bo primanjkljaj državnega proračuna letos 3%. Hvala, minister. Okay, hvala. 3 vprašanja smo na začetku povedali. Ja, smo že 3, Mečken večjih je bilo. Dovolite mi, da predstavim še nekatere druge točke za današnje seje. Vlada obravnavala poročilo o pripravi državnih prostorskih načrtov za severni in južni del 3. razvojne osi. Vlada se seznanila z informacijo o pripravi teh načrtov. Hkrati pa je ministrstvu za infrastrukturo in prostor naložilo, da najkasneje do 30. aprila pripravi poročilo glede priprave državnih prostorskih načrtov s predlogom določitve prioritetnih državnih prostorskih načrtov, natančno časovnico sprejemanja in pa s konkretnimi ukrepi za pospešitev postopkov priprave teh državnih prostorskih načrtov. Vlada je prav tako sprejela mnenje na predlog spremembe zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih, ki ga je vložil Državni zbor s prvopodpisanim dr. Gregorjem Virantom. To gre za predlog zakona, ki spreminja oziroma ureja pravico do nadomestila plače po prenehanju mandata za spremembo tega 2. člena. Torej predlaga se sprememba pogojev, znižanje višine denarnega nadomestila in pa skrajšanje časa prejemanja tega nadomestila. Vlada Republike Slovenije predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih v celoti podpira. Hkrati pa dodatno predlaga, da je bilo v besedilu 2. člena v delu, ki določa, da se pravica do nadomestila lahko izjemoma podaljša do izpolnitve minimalnih pogojev za upokojitev, smiselno znižati to nadomestilo. In sicer vlada predlaga, da se v tem času, torej teh drugih pol leta oziroma drugih največ 6 mesecev, nadomestilo prejema v višini 50% plače, ki jo je prejemal poslanec, ko je upravljal svojo funkcijo. Vlada je hkrati obravnavala predlog medresorske skupine v zvezi z vladnim letalom Falcon. Vlada je odločila, da se letalo Falcon proda v skladu z predpisi o prodaji državnega premoženja, pri čemer pa prodajna cena ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti letala. Vlada prav tako pooblašča Javno agencijo za civilno letalstvo,
da v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za obrambo izvede postopek za odprodajo letala. Za čas do odprodaje se za upravljalca letala določi Javna agencija za civilno letalstvo, ki zagotavlja potrebna finančna sredstva za upravljanje letala in tudi trži letalo v komercialne namene. In pa Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter Javno agencijo za civilno letalstvo se zadolži, da izvršita oziroma uredita vse potrebne formalnosti za realizacijo teh 3 sklepov. To je bilo na kratko vse, kar je bilo na današnji seji. Morebitna vprašanja. Vesna. Vesna Deržek, TV Slovenija. Mene zanima, glede na to, da so se vsi roki za poročila o 6. bloku termoelektrarne Šoštanj že iztekli s 1. aprilom, tudi tisti, po katerih naj bi minister predlagal ali razrešite ali kakršnekoli ukrepe, glede morebitnih odgovornih, kdaj bo to na vladi? Tega ni bilo na seji vlade, ko vem, tudi ni na odborih. Predlagam, da se obrnete na resorno ministrstvo. Marko. Še enkrat nam je zmanjkalo diska s Falconom, kaj se je odločila vlada. Se opravičujem. Vse sklepe. Ne, samo to pač, kaj ste se vlada se odločila, če lahko. Jaz se to za 4 sklepi. Ok, če ne samo bolj zmeni. Zanima me to, se je odločilo ministrstvo, da bo na meji s Hrvaško postavilo 7 novih mejnih prehodov. Zanima me, od kje je sredstvo za to, koliko sredstev bo potrebnih, kakšna bo udeležba Slovenije pri temu, pa po čemu je to smiselno, glede na to, da bo zelo verjetno Hrvaška pač v šengenskem območju zelo kmalu. Za teh informacij jaz nimam, vlada tudi ni obravnavala tega. Predlagam enako, da se obrnete na resorno ministrstvo. Prosim, ja. Tomaž Pop TV. Ste kaj pregledali morda, koliko bo približno cena stroškov stavke? Me zanima, pa če ste se tudi kaj odločili o tem, ali boste komu prepovedali stavkati? No, kar se tiče same stavke, je stvar urejena v področnih zakonih, veterinarska služba, carinska služba, policija, vojska, ki to podrobne urejajo. Potem je v zakonu o stavki, mislim, da sta 2 člena, ki govorita o tem, v katerih primerih pač stavke ne more biti oziroma kakšen minimum je treba zagotoviti. Stališče vlade je jasno in tudi danes smo sprejeli pač napotilo pri ravnanju v zvezi z stavko, da v zvezi s to stavko ni formalnih razlogov za plačilo stavke, zato pač stavka ne bo plačana in iz tega vidika v bistvu ni kakšnih dodatnih stroškov. Seveda se bodo pa vsi organi trudili oziroma vsi predstojniki trudili, da bodo njihovi organi izvajali tiste minimalne naloge, ki so nujne za normalno funkcioniranje države. Prepovedi so pa opredeljene v zakonu. Tako je, ja. Vse to imate na spletni strani vlade, tako da si lahko pogledate vse, kaj more posamezen resor oziroma posamezna služba upravljati. Prosim, ja. Zanima me, če je, oziroma če lahko podate neko oceno škode, ki je povzročil pač skupaj, povzročil gospodarstvo, z blokado države, če je neko ocena, koliko škode se povzročil države? To se vedno lahko naredi nazaj, za naprej težko, ker tudi ne vemo, v kakšni meri bo dejansko, koliko ljudi se bo odločili za to stavko. Zdaj operiramo številko 80 000, morda bo na sami stavki pač teh udeležencev manj oziroma stavkajočih manj, tako da težko bi v tem trenutku opredelili škoda, ki se nastane. Je pa zagotovo to škodljivo za gospodarskega vidika, zato tudi verjetno gospodarstveniki pozivajo k razumu in k najdenju kompromisa z pogajanji, ki se jih pač vlada resno loteva v sklopu pogajalskih izhodišč. Kaj to pomeni, da v mikrofon, prosim. Kaj to pomeni, da stavka ne bo plačana? Katere točno stroške bodo morali kriti sindikati, ki ne bodo država? Zdaj, ne vem, kjere stroške bodo krili sindikati, ampak tisti zaposleni, ki bodo iz javne uprave, ki bodo stavkali, pač ne bodo dobili nadomestila za plačanje. Pravi, tisti dan ne bodo plačani? Tako je, ja. Za tisti dan, ko stavkajo, niso plačani. Ja. Ampak to niso dodatni stroški. To so itak normalni stroški poslovanja, tisti dan, ko stavkajo. To niso dodatni stroški. Ne, niso dodatni stroški, ne. Se pravi, bomo prihranili, ker ne bomo plačali službencev za en dan stavke. No, največ prihrani država, ki učinkovito funkcionira, kjer javni sektor dobro dela in kjer so ljudje zadovoljni z delovanjem državnega aparata.
dodatno vprašanje. Sindikat je včeraj rekel, da je tako stavki naknadno temu počilo odloča sodišče, da je bilo plače stavki. To da na koncu vladu, kot sem se razumel, sindikate ne more v tem odločiti. No, ukolikor nastanejo formalni razlogi za to, ne? Bodi si kršitev zakonodaje, bodi si kršitev kolektivne pogodbe. Zdaj, 18.4. ne gre za noben od teh dveh. To je 13. člen zakona o stavki. Še kakšno vprašanje? V mikrofon, prosim. Kaj? Kjer zakon o stavki? Minister je povedal, da se je treba pripraviti čistopis, glede na, no, ampak se veste, hudič je v podrobnostih, ne? No, ampak seznam ukrepov je identičen tistemu, ki je bilo že objavljeno na spletni strani 107 ukrepov za sanacijo. To je to, ja. Razen še nekateri iz sklopa tistih 14 dodatnih na prihodkovni strani. Na odhodkovni pa ne. Vseh 14 ne, tisti, ki je možno noter v te področne zakone bilo umestiti, nekateri, ki pa tako ali tako bodo veljali z 1. januarjem, pa je za to še nekaj časa. Ne? Zato smo zamudili z današnjo novinarsko konferenco, ker je bila razprava zelo vsebinska in tehtna in je tudi stvar magnetograma, da se natančna dikcija današnje razprave povzame tudi v čistopisu zakona. Torej. Skratka, prihodkovne strani ne vemo natančno. Vsi ostali ukrepi na prihodkovni 107 pa držijo takšni, kakršni so bili. Jaz sem prepričan, da vam bojo na Ministrstvu za finance natančno, kjer ukrepi na prihodkovni strani so vključeni noter na vprašanje dan. No, mi upamo, da. Zagotovo. Tako. Še kakšno vprašanje? Če ne, se vam lepo zahvaljujem.